Svet kulture. Danes smo pa skoraj povsem glasbeni, postregli vam bomo s poročilom z 19. Piccolo Opera festivala. Poletno romantičen je tudi festivalski ambient, ki se razprostira med vinogradi, griči in zgodovinskimi stavbami med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. Še prej pa jazz. Začenja se 67. Jazz Festival Ljubljana, festival z eno najdaljših nepretrganih tradicij, ki v prestolnico ponovno prinaša vrsto izjemnih koncertov. Več Alja Kramar. Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal džez? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica Jazz Festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Desetletja se je v džezovskem izrazu gojilo tudi medgeneracijsko prepletanje in nasledstvo in izmenični medgeneracijski prenos tehničnih ter življenjskih izkušenj odseva tudi v letošnjem programu Ljubljanskega jazz festivala. Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metinija v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo pospremilo likovno delo, ustvarjeno prav za to priložnost. On bo pa ustvarjeno poezijo Srečka Kosovela, to bo v Štihovi dvorani. Sicer bo pa velik del festivala potekal v parku Sveta Evrope oziroma že kar po domače, našem domačem Cankarjevem parku, kjer bomo imeli 2 odra. Na večjem odru se bo predstavili tudi veliko glasbenic, ki trenutno krojijo džezovsko sceno v svetu. Na malem odru bomo videli mlajšo slovensko generacijo. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenart de Bog. Program festivala napoveduje Tina Lešničar. Kot omenjeno je letošnji umetnik v rezidenci saksofonist in skladatelj Lenart de Bog, eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega džeza. Občinstvu bo predstavil kar 2 nova projekta, sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambel, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza. To je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdelj na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Jož Lampret na bas-kitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti. Dodaja saksofonist Lenart de Bog. Ob vrhuncih festivala bodo Jazz Festival Ljubljana prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Meliso Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo ob Lenartu de Bogu predstavljali še pianist Marko Črnčec, tolkalec Zlatko Kavčič s svojim kombom, pihalec Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmajer.
Oder pod drevesom bo že tradicionalno pripadel mladi generaciji džezovskih ustvarjalcev. Tako bomo lahko prisluhnili projektom bobnarja Anžeta Mikolana, kitarista Tonija Laha, violinistke Vite Kobal, kontrabasista Marka Momčiloviča ter zasedbi Good Remarks. Pestro ponudbo koncertov pa bo pospremil še spremljevalni program, in to s pogovori z umetniki, fotografsko razstavo, glasbenimi druženji in jam sessioni ter knjižnico pod krošnjami. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju džeza svetu, morda bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana. Pa še 2 poletni na obali. Piranski kino pod zvezdami se vrača po 6 letih na čarobni vrt pastoralno-kulturnega centra Georgius. 9 filmov brezplačnih projekcij vsako sredo, začenši nocoj, ko nas čaka predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Miha Hočevarja, in nato pogovor z ustvarjalci. Odpira pa se tudi 24. PUF, festival lutk in uličnega gledališča. Prva bo intermedijsko-zvočno-vizualna instalacija Nike Solce, ki med drugim z elementi senčnega gledališča razkriva zvočne krajine med ankaranskim mokriščem in pristaniščem Luke Koper ter odpira vprašanja hrupa, sobivanja in vse bolj krhkega ravnovesja med človekom in naravo. V sklopu letošnjega 19. Piccolo Opera Festivala, ki poteka v vinogradih med Griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom, so v ponedeljek v tržaški rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigillo, pečat skladatelja iz Firenc Mauricija Augustinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigija della Piccola. Uprizoritev sta spremljali Luisa Antoni in Simona Moličnik. Svoboda je glavna tematika letošnjega Piccolo Opera Festivala. O svobodi ter o oblikah njenega zanikanja premišljujeta 2 v glasbenem jeziku in dramaturgiji povsem različni operni deli, sestavljeni v diptih, uprizorjeni v soboto v Goriškem zaporu in v ponedeljek v tržaški rižarni, prostoru pretresljivega spomina. Medtem ko se v krstno izvedeni operi Il Sigillo, pečat, glavni protagonist, duhovnik, sooča z ujetostjo lastne duše v pretekle zločine, opera Il Prigioniero, zapornik, izraža skladateljevo osebno dramo. Luigi della Piccola je bil rojen tedaj v avstro-ogrski Istri v Pazinu italijanskim staršem. Med prvo svetovno vojno je bil izgnan v Gradec in če je kot mlad ustvarjalec sprva še verjel v propagando Benita Mussolinija, so rasni zakoni druge svetovne vojne zarezali v najgloblja čustva, saj je bila njegova žena Laura Cohen Luzzatto Judinja. Različnost je v eno povezal režiser Davide Garatini Raimondi. E poi abbiamo cominciato a creare questo dialogo. Gradili smo dialog med obema operama. Zanimivost je v tem, da sta besedi, na primer brat ali roka, v operi Zapornik zelo pomembni, ker imata pomen znotraj nekaterih scen. Prav te besede se pojavijo tudi v finalu opere Pečat. To sem razumel kot neke vrste most med obema operama. Quindi secondo me era un po' un ponte. Monolog Il Sigillo, pečat, firenčkega skladatelja mlajše generacije Mauricija Agostinija in libretistke Marije Karle Curija izhaja iz preverjene kompozicijske teksture za tenor, klavir, orgle in tolkala, polne klišejskih melodijskih ter harmonijskih prepletov. Enodejanka s prologom Il Prigioniero, zapornik, Luigija della Piccola, velja za eno prvih oper, napisanih v dodekafoni kompozicijski tehniki. Nastajala je med letoma 1944 in 1948,
Prva izvedba je bila radijska leta 1949. Gre za izjemno psihološko dramo, ki dokaže, da je z medsebojno neodvisnostjo vseh 12 tonov mogoče ustvariti subtilno liriko ter intenziven izraz globokega notranjega čutenja in doživljanja protagonistov ter njihovih nemočnih stisk v oblastniški ujetosti. V glasbeno-dramaturško celoto je obe deli vpel dirigent Mario Ruffini, sicer izjemen poznavalec del Luigija Della Piccola. Usoda je hotela, da je Della Piccola osebno moral živeti velike drame 20. stoletja. Rojen v Pazinu nad Fojbo je imel vse življenje v mislih Nietzschejev aforizem. Če zreš v brezno, brezno gleda vate. Uprizoritev opernega diptiha na pomenljivih prizoriščih je terjala premislek o aktualnem vprašanju koordinat sveta in vpetosti posameznika vanj. Pretresla je izrazna moč odličnih solistov, prihajajočih iz glasbene akademije Kidžana v Sieni, ki je koproducent. Piccolo Opera Festival pa letos nudi kar 5 opernih produkcij v prepričanju, da je opera danes potrebna, živa in svobodna bolj kot kadarkoli prej, trdi umetniški vodja Gabriele Ribis in z odličnimi produkcijskimi idejami poudarja iskanje želene, odrekane in osvojene svobode. Piccolo Opera Festival že jutri vabi na ogled nove produkcije, tokrat komedije z naslovom Lape muzikale, Glasbena čebela z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo na gradu Spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. Pri založbi ZRC je pravkar izšla knjiga Njihov krik je moj glas, antologije sodobne palestinske poezije. V slovenski prostor, kot pojasnjujejo, prinaša glasove pesnic in pesnikov, katerih pričevanja nastajajo sredi genocida, uničenja in razseljevanja. V njej najdemo pesmi Hinde Džude, Nime Hasan, Jusufa Al-Kadre in drugih. Ob napovedi današnje predstavitve, ki bo ob 19. uri v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici, so citirali palestinskega pesnika Rifata Al-Haririja, ki zapiše: "Če moram umreti, moraš ti preživeti, da poveš, kaj se mi je zgodilo." To je bil Svet kulture, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Jernej Boc. Hvala.